Obljubim, da bom bil relativno hiter in kazal čim več slik in čim manj teksta. Začel bi z to sliko, ki skoraj vsakič začnem z njo. Gre za register nepremične kulturne dediščine v Sloveniji, ki je res bogat. Torej, res velik pikic, označb, ki v bistvu vsaka od njih skriva en velik potencial in eno zgodbo, ki morda je povedana, morda pa še ni povedana. In mi v vsaki od teh pikic lahko vidimo torej, zgodbo, ki jo bomo še povedali. In digitalna tehnologija nam seveda pri tem lahko pomaga. Zakaj? Zato, ker na to osnovo doda en digitalni sloj, audio ali pa video ali pa audiovizualni, in na ta način v bistvu povemo nekaj več, kar sam objekt, sama nepremična kulturna dediščina na samem mestu ne more povedati. In seveda vse se začne z procesom digitizacije, ki ga je Matjaž prej že omenjal in za katerega jaz verjamem, da je zelo pomemben v celotnem tem procesu. Zakaj? Zaradi tega, ker posname trenutno stanje na lokaciji in je predvsem nekaj, kar mogoče danes ali pa jutri še ne vidimo te direktne koristi, bo pa čez 10 let v bistvu res ena pomembna dokumentacija in predvsem en pomemben vir za vse nadaljne generacije, da bodo lahko govorile tudi o našem času in o dediščini nekdanjega časa v našem času. Se pravi, razlogov je res veliko, kot rečeno, vse se začne z zajemom na terenu, rekel tudi Matjaž prej, lasersko skeniranje, fotogrametrija in na koncu kakovosten 3D model, ki najbolje pokaže kulturno dediščino v današnjem času. Seveda, tu je le začetek enega daljšega procesa, ki se začne z digitizacijo, nadaljuje z digitalizacijo, jaz izrecno ločim med tema dvema, in se konča v digitalni transformaciji, ko živimo v drugačnem svetu kot danes. In seveda pa ni vse v tehnologiji. Zraven moramo priključiti tudi še vse druge veščine, ki v bistvu poskrbijo za to, da ta projekt ni le tehnološki projekt, ampak da je nek obče človeški projekt. In mogoče bi zdaj zavrtel samo par primerov naših zadnjih projektov 3D digitizacije kulturne dediščine. Potem pa pokažem še par primerov, kako smo te 3D modele uporabili v končnih turističnih produktih. Za nas, kot rečeno, se vse začne pri tem, da stanje na terenu zajamemo. Mi pravimo čim bolj natančno, vedno, čeprav mogoče turist ne bo opazil teh napak, ampak kot rečeno, z vidika dokumentacije in uporabe naslednjih generacij je več podatkov, ki jih imamo danes, boljše bo. Zdaj pa mogoče pogledamo par primerov, kjer smo mi v bistvu te 3D modele potem uporabili v digitalni interpretaciji. En tak primer je, smo imeli izziv na Veliki planini. Kako v bistvu razložiti obiskovalcu, kaj vse Velika planina
ponuja, kakšna je kulturna dediščina Velike planine, pri čemer nočemo tehnologijo vnašati na Veliko planino. To je bil ta glavni izziv in tako v bistvu smo šli v to, da postavimo en tak relativno velik interaktivni zaslon, 86-inčni, kjer z uporabo 3D modelov, starih fotografij, novih fotografij, 360-stopinjskih posnetkov, se pravi z drona, predstavimo Veliko planino v Kamniku. Ne na Veliki planini, ampak v Kamniku. Namenoma, da obiskovalci, ki preden grejo na Veliko planino, spoznajo, kam se odpravljajo, in predvsem, da tisti, ki mogoče ne morejo na Veliko planino ali pa zaradi vremenskih razmer pač takrat ni mogoče, lahko spoznajo to planino. Čez en kratek klip, torej ideja je, da nad Veliko planino popeljamo tudi tiste ljudi, ki tega ne morejo doživeti sami, mogoče tisti dan slabo vreme, žičnica, zaradi tega ne obratuje ali kakorkoli, in predvsem, da nekdo spozna tudi nekaj več o planini in ne le te najbolj klišejske pojme. Drug primer, kjer smo delali, so bili gradovi Posavja, kjer smo imeli izziv 5 gradov 3D skenirati in za dva pripraviti poskuse rekonstrukcij in jih potem predstaviti obiskovalcem območja Posavja. Spet ne na samih gradovih, ampak tam, kjer je največ turistov, v Termah Čatež. In tako smo v Termah Čatež v bistvu postavili eno digitalno sobo, interpretacijsko sobo, kjer z uporabo tehnologij tista množica obiskovalcev, ki običajno niso tipični obiskovalci gradov, navdušimo za gradove in jih na ta način tudi potem skozi eno aplikacijo vodimo do teh gradov, kjer zvejo še več. Torej v tej sobi imamo holograme, VR očala, zaslone in kot rečeno spletno aplikacijo. Dodaten projekt recimo smo delali v Izoli. V Izoli, ime že samo pove, Izola je bila otok, večji del svoje zgodovine je bila otok, a večina obiskovalcev v bistvu tega ne razume, ne pozna. In glavni namen tega projekta je bil, da to zgodbo povemo. Torej imeli smo, izhodišče je bila maketa Izole v današnjem času, ki smo jo pripravili, in potem videoprojekcija na to maketo, torej gre za audio-vizualno projekcijo, kjer se skozi zgodovino 9 obdobij v bistvu uporabnik spozna za to otoško zgodovino Izole. In v bistvu spozna tudi vse te glavne značilnosti, ki so definirale Izolo. En projekt, ki ga v bistvu v teh dneh zaključujemo, je v Podčetrtku. Mogoče tukaj samo to povem. Nam se zelo pomembno zdi, da ko razvijamo tehnologijo, da ne razvijamo le tehnologije, ampak razmišljamo o tem, kako je ta tehnologija umeščena v prostor. Zato vedno dajemo poudarek na to, kakšni so prostori, in v večini primerov mi potem tudi prostore opremljamo in v bistvu urejamo. Še en projekt, ki smo ga pokazali prej, je pa v bistvu v Velenju pripovedujemo zgodbo potopljenih vasi, ki so bile potopljene, se pravi zaradi nastanka jezer, Velenjskega, Družmirskega in Škalskega jezera. In tam pripovedujemo to zgodbo teh vasi. Začnemo v Rudniku, končamo pa potem na ladjici z virtualnim potopom v samo jezero in k tej Škalski cerkvi, ki danes ne obstaja več, je pa v bistvu kar dobro dokumentirana, zato smo jo uspeli rekonstruirati. Kot rečeno, to vse je šele začetek. En projekt vam bo potem pokazala še Neža iz Turizma Ljubljana, kjer smo delali na temo Plečnika. In to je, se pravi, začnemo z digitizacijo, skeniramo objekte, potem digitaliziramo proces posredovanja teh informacij obiskovalcem in vsem tem gradivu ne smemo razumeti le kot nekaj, kar smo naredili in zdaj gre v predal, ampak nekaj, kar lahko naknadno plemenitimo, združujemo, ustvarjamo nove produkte, ki mogoče geografsko niso povezani, in predvsem torej posredujemo kulturno dediščino novim, drugim generacijam, tistim, ki jih z
običajnimi metodami mogoče ne moremo tako učinkovito doseči. To je vse z moje strani. Najlepša hvala. Bravo. Bravo.